Dobrodošli nazaj v našo družbo. Takole zopet je bil z nami gost iz nogometnega kluba Olimpija, s katerim je pogovor vodil naš Antun, naš novi sodelavec, ki bo predvsem zadolžen za šport in to radi slišimo, kajti šport gre z Ljubljano z roko v roki. Ne? Vsi radi športamo, šport je zdrav. Lažje je pa športati ob lepem vremenu, tako da kakšno bo vreme, to pa seveda ve naša Gala. Gala, lepo pozdravljena. Luka, lep pozdrav, lepo pozdravljeni tudi vsi gledalci. Ja, vreme bo športu precej naklonjeno. Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v severni Sloveniji ter v hribih na zahodu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 8 do 11, najvišje dnevne od 23 do 26 stopinj Celzija. V soboto bo dopoldne še precej jasno, proti poldnevu in popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, v nedeljo pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo padavine, predvsem plohe in nevihte. Tako da v hribe ravno ne bo za hoditi, vsekakor pa lahko tele lepe dneve izkoristite za športe kje drugje. Tako da toliko zaenkrat z moje strani, Luka in Antun, jaz to vedno narobe naglasim, se opravičujem, vračam vama besedo nazaj v studio. Hvala lepa, Gala, kajti mi se pa že mudimo Roku naproti, ki bo pa, jaz predvidevam, na nekem balkonu, kajti pogovarjali se bomo o balkonskem vrtnarjenju. Davor Špehar bo naš gost, ki nam bo povedal, kaj vse lahko pridelamo kar na svojem balkonu. Ne, mnogi, kateri balkone so razveseli s cvetjo, marsikdo že vzgaja na njem kakšna zališča ali kaj podobnega, a je, da se da tudi več, kakšno sadno drevo ali pa še kaj takega, jagodičevje. Vse to bomo izvedeli z Rokom in Davorjem. Lepo pozdravljena oba. Ja, lep pozdrav tudi tebi, Luka, v studio. Nisva prav daleč, vedno sva precej v centru Ljubljane, čeprav tukaj zgleda veliko zelenja in ravno o tem se bova pogovarjala danes, kako lahko vrtnarimo tudi na balkonu. Tukaj le ob meni Davor Špehar, ki je profesionalni vrtnar, lahko rečemo, poleg tega tudi urednik portala Zeleni svet, ki je vse bolj priljubljen na spletu. Davor, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Dobro jutro. Torej, tukaj le imava že kar nekaj tako balkonskega cvetja kot tudi drugih rastlin. Zanima me, kako si se ti in zakaj si se sploh odločil, da boš vrtnaril tudi na svojem balkonu? Ja, balkon je pravzaprav en prostor za užitek. Tukaj preživljamo veliko prostega časa, predvsem v večerih, ko se situacija umiri, ko otroci odidejo spat, in če pogledamo zelišča, vidimo, kako to lepo dišijo, tole majeron, in vse te vonjave praktično sproščajo. Jaz se z rastlinami tudi pogovarjam in verjamete, da to pomaga. Deluje dejansko terapevtsko, mene to sprošča in zato je ta balkon zelen. Na njem so uporabne rastline, se pravi zelišča, balkonske rastline, tudi paradižnik, nekaj okrasnih rastlin. Je pa balkon mešanica zelišč, okrasnih rastlin, tako da vsako leto je malo bolj drugačen, ampak balkon nam ponuja nekaj specifičnega. Tukaj se jaz ustavim, zadiham v nov dan, spijem kakšen čaj, pogledam na grad, na to zelenje, tukaj se odpira čudovit pogled tudi na Ljubljano, tako da to je prostor, kjer nabiram energijo in se pripravljam na nov dan. In rastline ti tudi pomagajo pri tem, torej, da lažje začneš, se lažje sprostiš na balkonu. Res je, že sam odnos z rastlinami je poseben. Rastline se lahko dotika, se boža, lahko se jih vonja, uporabljamo pravzaprav vse čute. Samo še slišati jih moramo, kako nam govorijo, kako smo prijazni z njim, ampak verjemite, tudi ko to narediš, njihov glas se sliši, če le pustiš, da pride
pride do tebe. Ja, no, na balkonih smo dostikrat rahlo omejeni s prostorom, tako da je postavitev različnih rastlin po balkonu izredno pomembna. Kako si se ti odločil, kje bodo zelišča, kje bo okrasno cvetje, kje bo jagodičevje? Ja, kar se tiče samih rastlin, zelišča enostavno ljubijo sonce, toploto. Tukaj imamo popoldansko sonce. Še bolje bi bilo, da bi bil sonce cel dan, zato so recimo priročne terase. Tudi na našem bloku je čudovita terasa, ki je še neizkoriščena. Tako da ta prostor skoriti je na zunanjem delu, kjer je balkon osvetljen. Notri pa sem nekoliko omejen z zidom in svetlobo, tako da sem rastline pomaknil v notranjost, kjer sonce prodira do samih rastlin. Tako da na balkonu smo hkrati nekoliko omejeni ali pa tudi ne. Čisto odvisno, kje stoji balkon, pa kakšne rastline sadimo. Zdaj sem recimo letos pomladi zasadil tamle v senco zadaj za kamero, sicer mogoče No, lahko gremo kar pokazati. No, zadaj za kamero sem posadil tudi fuksijo in ostale rastline. Fuksija je kar tam, čist na oni strani. Tukaj, to je rastlina, ki odlično uspeva v senci, ne? In se pravi, se bo razrasla, dosegla približno tako višino, bujna bo. Tukaj vidimo pa še nekaj rastlin, ki se obešajo navzdol. Tole je tudi ena moja taka kar priljubljena rastlina, ki jo uporabljam za čaj. Tole je ogulan oziroma zelišče življenja. Zelo bujno se razrašča, tukaj že nekaj let, vsako leto ga popolnoma porežem in vidimo, da se že razrašča v vse smeri in doseže ta nižji del lonca, tako da je zadeva lepša na pogled. Zmeraj pa naj bo nekaj cvetja. Tukaj je hojhara, ki je lepa v listih. In če pogledamo same rastline, jih kombiniram v različni barvi, obliki listov, se pravi strukturi in se pravi tukaj vidimo še rastlino za višino. Je pa res, da je bila v tem loncu, ki je nekoliko večje, je bila tudi debelna vrtnica, ki se je vzpenjala navzgor, ampak letos žal je preminila, tako da bom mogel si izbrati kaj drugega. Tudi trave vidimo tukaj praktično lahko sadimo. Različne rastline. Tukaj vidimo spet eno obliko hojhare oziroma ognjenega dežja. Ta tudi v polsenčnih legah uspeva. Zagotovo bom poskusil tudi s kakšnimi praprotimi in tako naprej. Če ne veste, kakšne rastline sadite recimo v senčni del balkona, pa trajne, se lahko sprehodite po bližnji okolici, po Golovcu ali ostalih področjih, kjer rastejo rastline v senci in pravzaprav tako vidite, kaj vam najbolj ugaja. To je samo pač en del rastlin. Tukaj je še skimija, ki je zdaj že odcvetela. Imela je pa čudovite rdeče bunkice čez zimo. To je v bistvu kisloljubna rastlina, ki tudi raste v senci. Raste v podobnih okoljih kot rododendron, tako da tukaj je pa nekoliko manjšem prostora, ampak še vedno lepa. Tokrat se je cvetenje končalo. Najlepša podoba je te rastline v jesenskem času, od oktobra, novembra, december, celo zimo in potem se to soцветje odpre, zacveti. Zdaj bo treba pa porezati zadevo. Kako pa vemo, katere rastline pa sploh lahko skupaj v isto korito zasadimo? Ja, ko kombiniramo rastline v koritih, moramo imeti malo občutek. To je podobno kot za obleko. Nekateri ljudje se znajo obleči, drugi ne. Podobno je pa tudi pri rastlinah, ampak lahko se kar pustimo domišljiji svojo pot. Tako kot sem rekel, različne oblike listov, različne višine rastlin, se pravi, nekatere rastline morajo biti više, nekatere zasedajo ta srednji prostor, kot vidimo, potem pa spet druge, ki se bodo obešale navzdol in obešale čez posodo, da pravzaprav da preraste celo posodo. Posode naj bodo na balkonu kar velike. To pa predvsem zaradi zalivanja, ker če so premajhne, se hitro izsušijo in imamo poleti, ko je vroče, kar težave z zalivanjem. Tukaj zalivamo kar vsak dan. Zdaj, ko je bilo dežja dovolj, ni bilo treba v poletnem času, pa včasih tudi zjutraj in tudi zvečer. Kaj pa potem, recimo, ko gremo na dopust, kako pa takrat lahko nekako pripravimo zalogo vode, da nam rastline čez poletje ne umrejo? Ja, kar se tiče samega dopusta,
bi jaz rekel tako, da predvsem, ko gremo na dopust, je dobro, da povabimo prijatelje kakšen večer ali pa dva na klepet in jim tudi pokažemo, kako zalivati, kajti zalivanje v poletnem času res pomembno opravilo, posebej tukaj, kjer vidimo korita, balkonska korita, ki se izpostavlja na soncu močno. Tukaj bo treba poleti dnevno zalivati, zdaj že začnemo lahko počasi z rezjo in to so korita z vodno rezervo. To pa pomeni, če pogledamo tukaj nekoliko bliže, da zalivamo po vrhu in pa v odprtino. Tukaj noter je v tako korito, samo spodnji del korita gre približno 5 litrov vode, 4 do 5 litrov, odvisno kako široko je korito in veliko. In tukaj je še plovec, ki nam pokaže, do katerega nivoja je voda. Tako da rezerva je spodaj, potem pa zalivamo še navzgor in tako korito v poletnem času, tudi zdaj, ko je bilo vroče, popije od 3 do 5 litrov vode na dan. Se pravi, te rastline popijejo eno tako posodo, ki jo imam tukaj, vode na dan. To je kar veliko, mi si ne predstavljamo, mi povprečno zaužijemo 2 do 3 litre, jaz običajno 3 litre tekočine na dan rastline. V takem koritu, to je, če se ne motim, 80 cm korito, pa popijejo kar 3 do 5 litrov. Tako da vidimo, da so kar pošteno žejne. Kaj pa je pomembno za zemljo, Davor? Kakšno zemljo damo v korita? Ja, kar se tiče zemlje, je tako. Jaz uporabljam kar kupljene substrate, ki so nekoliko boljši. Če pogledamo zemljo, je dobro, čisto en preprost nasvet za vse, ki vrtnarijo na balkonu, uporabljajte zemlje, ki so nekoliko težje. Se pravi, ko primemo vrečo, naj bo vreča težka, tam je tudi nekaj glenenih materialov, ki potem vežejo vode in teža je tista, ki pove tudi samo kakovost zemlje in če zemljo stresemo, se ne sme se čisto zbiti skupaj. Tako da to je eno tako zelo lahko pravilo, ki vam pokaže, kakšna je zemlja in v kakšnem stanju in tako zemljo potem sadimo rastline. Je pa dobro, da se vsako leto zemljo zamenja, ker jo rastline prerastejo, izčrpajo in enostavno zahtevajo novo nego. Davor, najlepša hvala za enkrat, za tale pojasnila o cvetju in o vrtnarjenju na balkonu. Prav kmalu se z tega balkona spet vrnemo, do takrat pa uživajte v tem pogledu in seveda oglasi, kmalu bomo spet nazaj, ne hodite daleč. Lep pozdrav, spet smo nazaj tukaj na tem čudovitem ljubljanskem balkonu, ob meni pa Davor Špehar, vrtnar, lahko rečemo, poleg tega urednik portala Zeleni svet. Dolgo se že ukvarjaš s tem, veliko veš. Zdaj me pa zanima, prej sva mogoče malce spustila tudi to, kako obrezovati sploh rastlinje na balkonu. Tukaj imaš takele škarje, ki jih kdaj srečamo tudi v kakšnem vinogradu. Kdaj je sploh primeren čas in kako obrezovati? Ja, kar se tiče obrezovanja, je tako, da tukaj vidimo, da je maron že kar lepo razrasel se. Približno po 2 mesecih ali pa mesecu pa pol začnemo obrezovati in režemo za kakšno tretjino nazaj. Ne režemo več, kajti rastline se morajo še obrast. Tukaj vidim žajbelj, ki že cveti, ga lahko tudi porežem do listov. To sem namenoma pustil, ker prijete danes na obisk, da tudi to pokažem. In potem iščemo eno formo, eno obliko, lahko gremo tudi nekoliko globje, tako da ne porežemo preveč naenkrat, seveda ločimo določene rastline med sabo. In tukaj imamo že zadevo za kakšno pečenko, nedeljsko kosilo, se pravi zelišča z balkona se kar hitro obraščajo in z rezjo pričnemo običajno, če jih sadimo konec marca ali pa v začetku aprila v juniju in potem režemo celo poletje. Res pa je, da sem se jaz tukaj za zelišča za balkon privoščil že nekoliko više rastline, ki so bile sicer nekoliko dražje, ampak sem prišparal kakšen mesec časa. Tako da seveda treba potem izbirati, pooblikujemo rastline.
zelene, tako da bodo lepo rasle še naprej. No, poleg tega omenila sva imava uporabne rastline, kot so zelišče in tudi tiste samo okrasne, kot je primer to cvetje tu. Poleg tega pa imaš tukaj tudi jagodičev in tudi to je ena izmed priljubljenih vrst rastlin, ki jih ponavadi zasadimo na balkonu. Ja, kar se tiče jagodiče, je tako, da otroci imajo še posebej radi maline. Poznamo pritlikave maline, ki zrastejo samo pol metra visoko. Takšna je malina sorte Yami, ki praktično res rodi sladke plodove in tudi, če smo čisto nevešči o rezi, lahko damo škarje otrokom in spomladi porežejo čisto do tal in se poleti že veselijo pridelka. Poleg tega, če je balkon vsaj pol dneva osončen s soncem, lahko gojimo tudi nizke robide. To je Purple Opal, ena taka sorta, ki tudi rodi robide na pogankih dolgih približno dobrega pol metra in tukaj imamo že dve rastlini, ki lahko rastejo. Če imate pa nekoliko večji balkon ali pa teraso ali pa atri, tam je pa še kaj več. Tam imamo pa lahko stebričasto sadje, ki rodi samo ki se razrašča samo na pol metra široko, raste v višino približno 2 metra in takrat jabolko uberamo tako kot fižol. Lahko imamo, jaz sem zasledil že balkon oziroma teraso, pravzaprav in atri, ko pravzaprav na 3 metrih imamo lahko recimo eno jablano, hruško, češnjo in še kaj drugega. Tako da in naredimo tako imenovano živo mejo praktično ob robovih in še sosed lahko samo stegne roko in kakšno jabolko poje. Ja, to je izredno zanimivo. Pri nas še nisem slišal, da bi imel kdo tudi sadno drevje na balkonih. So pa balkoni, terase, strehe stavb premalo izkoriščene v mestih, bi jih lahko več izkoristili za sajenje različnih in tako cvetja kot zelenjave, sadnega drevja. Ja, jaz se strinjam, da terase, vse ravni bloki teras v Ljubljani bi lahko na svetu stanovalcev se odločili, postavili gor kakšne visoke grede in se tako gojili zelišča, ki bi odlično uspevala. Najlepše bi na teh sončnih terasah na vrhu stavb uspevale zelišča, ki enostavno trpijo sušo, niso tako problematična kot zelenjava, so tudi trajne rastline in jaz sem pa vesel, da tudi arhitekti v Ljubljani vse bolj upoštevajo te zelene trende in mislim, da se ravno na Povšetovi ulici v Ljubljani ena prenova dogaja in v naslednjih letih bo, če bo ta projekt izbran, bodo imeli tam zelene strehe z rastlinami in enostavno to je področje, ki je še čisto odprto in prinaša veliko zelenja, če se bomo seveda sami meščani tako odločili. Ja, posneli smo celo prispevek, ko so posadili, se pravi zelenje na vrh avtobusne postaje in tudi to je nekako na srečo gre nekako v trend, da postane vse več površin, zelenih površin. Pomembno je tudi za čebele, v urbanem čebelarstvu smo že kar precejkrat govorili. Katere rastline so pa tiste na balkonu, ki jih imajo pa čebele rade? Ja, tukaj vidimo, da je timijan. Timijan čebele obiskujejo. To leto imam na mesto bazilike, tukaj žajbelj in pravzaprav ena posebna sorta bazilike, ki je rasla tukaj, privabilo ogromno opraševalcev. Z takimi rdeče-zelenimi listi in modro-rdečimi cvetovi. Prejšnje leto je tukaj vse brenčalo, tako zdaj čakam, da se razcveti. Tudi balkonsko cvetje bo verjetno kaj privabilo opraševalcev. Tukaj je gavra, nekatere rastline so strukturne, tako da ja, tudi na balkon lahko privabimo čebele, drugače pa, ko smo ravno pri tem, tudi maline, smo omenili pritlikave maline, maline pravzaprav čebele enostavno obožujejo in tudi na tak sončen balkon, atri, teraso bodo zelo rade prišle in verjemite, tukaj sem mislil, da ni čebel, ampak ko so rastline vzcvetele, so bile tukaj vsak dan. Si jih privabil tako. No, naprimer, da naše gledalke in gledalci letos še niso nič zasadili na balkon, je že prepozno ali se še vedno da kaj posaditi? Ja, letošnja sezona je specifična, nekoliko kasnejša. Vse se je zamaknilo za 2 do 3 tedne, tako da vsi, ki še niste sadili, je zdaj idealen čas, ker so nizke temperature minile.
za vsa zelišča. Bazilika se bo hitro urasla, lahko sadite kakšne mini paprike, mini paradižnike. Ena taka sorta paradižnika je Tumbling Tom, ki zraste samo 40 cm visoko in je lahko praktično v posodah. Lahko sadite vse ostale rastline, tudi balkonsko cvetje. Se pravi, ravno to obdobje, konec maja, začetek junija, je tista zaključna faza spomladanskega sajenja. Potem pa rastline spremljamo in režemo in tako naprej, tam do jesenskega obdobja. Lahko pa posadimo kaj tudi med letom, če kaj zmanjka. Videl sem tudi precej priljubljeno je, da ljudje posadijo čili na svojih balkonih. Ja, čili je super zadeva na balkonu, ampak tukaj je premalo sonca. Jaz sem ga v preteklem letu imel, nekako se je vzdolžil. Tako da ja, tam, kjer je balkon sončen, ne čili raste, nema pa posoda vsaj 20 litrov. In vsi tisti, ki posadijo čili, lahko čili celo prezimijo. Čili ni samo za eno leto, ampak ga lahko predstavimo nekoliko hladejši prostor, če imamo tak prostor, posebej tisti, ki so v Ljubljani v hišah, in potem ga tam nekje aprila ali pa maja, skoraj boljše, spet premaknemo na prostor in se povečuje. Vsako leto je večji. Sadimo lahko različne čilije, jaz sem ljubitelj pekočih čilijev, zdaj take čiliji rastejo na vrtu, ki je pač izven Ljubljane, ampak tukaj je pa taka mešanica zeliščnega, balkonskega cvetja in pokrasnih rastlin. Omenil si, da precej tudi menjaš postavitev in vrste rastlin, ki jih imaš na balkonu, s tem, da nekatere rastline so enoletnice, druge pa trajnice. Kako potem, kaj storiš s temi trajnicami, potem, ki jih želiš zamenjati? Ja, zelo enostavno. Osvežim balkon vsako leto. Vse rastline, pa, ki so trajne, jih ne zavržem nikakor, ampak jih posadim na trajne grede na vrtu, tako da tam privabljajo številne žuželke, krasijo, bom rekel, tisti vrt, tako da zelenjavni vrt ni nujno, da je samo zelenjavni. Jaz veliko rastlin tam sadim tudi, ki privablja čebele, tam je tudi veliko zelišč, tam je veliko več prostora. Tukaj na balkonu, kot sem rekel, pa je to prostor za druženje, tudi prijatelji, ki pridejo na obisk. Verjemite, najdalj časa se potem zadržujemo na balkonu, ne v notranjosti. Ja, ker je res neka dobra energija, no, to sva tudi že omenila. No, si tudi urednik portala Zeleni svet in imaš nekako vpogled tudi v to, kakšen odnos imamo sploh Slovenci do vrtnarjenja na balkonu in kakšnega imamo, kako imamo radi, smo v primerjavi morda tudi z drugimi narodi. Ja, kar se tiče primerjave z drugimi narodi, prednjačimo v predelavi zelenjave. Tukaj v klasičnem vrtičkarju, jaz se upam reči, da smo prvi v Evropi, da tukaj ni bolj zelenega naroda. Urbano vrtnarjenje se vse bolj prebuja, vsaj generacija 30 plus se prebuja in sadi na balkone, na terase in tako naprej. Okrasne užitne rastline, zelišča. V mestu praktično jaz opažam, da prednjačijo zelišča. Teh je največ, bolj na podeželju ali pa na primestnih področjih pa balkonsko cvetje na slovenskih, v Sloveniji. Ne? Tako da jaz res apeliram, vsi, ki še niste posadili zelišč, še vedno je čas, posadite jih, izberete trenutno med višjimi rastlinami, ki so že nekoliko bolj razraščene, da dohitite vse tiste, ki si so sadili v maju, nekoliko manjše. Tako da, ja, v primerjavi z ostalimi narodi, mogoče smo nekoliko zadej po urbanem vrtnarju, po sajenju na balkonu, smo nekoliko za Nemci, za Avstrijci, oni so nam lahko vzor v tem bližnjem okolju. Prebuja se tudi Hrvaška s svojimi vsebinami, predvsem na televiziji, na spletu pa vsaj jaz opažam v srednjeevropskem prostoru in tudi v evropskem prostoru ni močnejšega portala kot je Zeleni svet. No, tako da se lahko pohvalim na tem področju. Sodelujem tudi z določenimi ključnimi osebami na Hrvaškem, v Avstriji, s Karlom Plobergerjem, ki je tam glavni, če bi se tako rekel, na ORF-u, na svojem spletnem portalu. Tako da smo tudi regijski prijatelji med sabo, se družimo, se pišemo po mailih, sodelujemo, izmenjujemo in letos, če bo vse dopuščalo, se bomo med sabo tudi
tudi obiskali. Tako da ljudje, ki vplivamo nekako na ta prostor, smo odprti in se med sabo povezujemo, ne tekmujemo, ampak hočemo pokazati od vsega najboljše. Ja, nasploh sem že jaz sam opazil, da ljudje, ki veliko delajo z rastlinami, da so tudi karakterno izredno odprti, mirni, res se vidi, da nekako ta energija, ki jo vlagajo v vrtičkanje, da se jim povrne v vseh teh nekih vrednotah. Prej so tudi gledali sosednje balkone, pa jih je kar nekaj, je tudi zelenih. Ne? Ja, kar se tiče Ljubljane, tam 15-20% balkonov pa je zelenih. To je kar lep napredek. Jaz si želim, da bi ta številka prišla na 30% in več in zahvaljujoč tudi vašemu obisku upamo, da danes še kdo zasadi kaj na balkonu. Ja, to je bilo res eno tako lepo povabilo, tako da če še niste, dajte. Narava vam bo hvaležna, hkrati pa boste tudi vi hvaležni njej, kajti res pomirjujoče vpliva na človeka. Za konec, Davor, še kaj vse lahko najdemo na vašem portalu? Ja, kar se tiče vsebin, lahko najdemo vsebine, ki so za urbano vrtnarjenje, potem zasledimo vsebine za okrasni vrt, za zelenjavni vrt, za sadni vrt in celo cvetličarske vsebine praktično lahko najdete, tako da z mano sodelujejo v glavnem vsi vodilni strokovnjaki na področju vrtnarstva in cvetličarstva v Sloveniji in tako kot sem rekel, da sem se povezal regionalno, sem se tudi lokalno in če smo vsi odprti, če vsi dajemo, potem enostavno je tudi bera taka, kakšna mora biti. Vsebina pa je za uporabnike brezplačna. Ja, seveda, vse vsebine so brezplačne. Jaz sem mnenja, da pač ta zadeva mora biti brezplačna. Splet ponuja alternativne oblike prihodkov, tako da seveda uporabniki pa ne uživajo, jaz ničesar ne računam nikjer. Davor, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, da si me tudi povabil na svoj balkon. Res moram priznati, da je lepo, da je pomirjujoče. Želim ti še naprej vse dobro, tako s portalom, kot tudi tebi osebno in še veliko uspešnih vrtnarskih zgodb. Hvala za obisk. Vam gledalci pa želim prijetno bivanje na balkonu in lep dan. Takole, s temi besedami se tudi poslavljamo, zdaj pa kratki oglasi, potem pa spet nazaj v studio. Se gledamo.